predala besedo Maji. Mi se tudi relativno dobro že poznamo, tako da se bomo tikale. Maja, izvoli, povej kaj o Evropskem letu za razvoj. Najlepša hvala. Vsem najprej en lep pozdrav in še enkrat naj poudarim, da sem z veseljem danes tukaj iz Ministrstva za zunanje zadeve in me zelo veseli, da smo prvič tukaj in upam tudi, da bomo v prihodnje vključeni, ker je razprava vsaj do sedaj meni pokazala, da se zadeve dejansko prepletajo na vseh področjih. Jaz sem tukaj, predstavljam Direktorat za mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, ki deluje v Sloveniji od leta 2011. Da vam predstavim Evropsko leto za razvoj. Naslednje leto je Evropska unija razglasila za Evropsko leto za razvoj in želi v tem letu osveščati državljane v Evropski uniji o pomenu mednarodnega razvojnega sodelovanja in tudi širše o vprašanjih razvoja. Konkretno je predlog pripravila tudi Slovenija za določene aktivnosti. Jaz bi pa želela poudariti, da zakaj se to leto 2015 pravzaprav razglasilo za to Evropsko leto za razvoj. Naslednje leto bo potekala na mednarodni ravni intenzivna razprava prav o razvoju in o razvojnih ciljih. Naš direktorat sicer deluje na mednarodnem razvojnem sodelovanju, kar pomeni pomoč državam v razvoju, vendar vedno bolj se ta razprava seli tudi na področje nacionalnega razvoja, kajti ugotovitve so, da so dejansko vse te zadeve prepletene in težave, s katerimi se srečujemo na globalnem nivoju, se pravi izzivi, ki jih čutijo veliki intenzivnosti prav države v razvoju, kar se tiče podnebnih sprememb in okoljskih izzivov in tako naprej migracij, seveda niso zadeve, ki se dogajajo v neki izolaciji, ampak so seveda posledica določenih tokov. Zato menimo, da je razprava o tem, kakšen razvoj želimo, kaj je razvoj in v kateri smeri naj bi se zadeva v prihodnje odvijala, zelo pomembna. In prav vaša stroka menim, da je izjemno poklicana tudi, da se vključi v to razpravo. Mi bomo želeli, se pravi, odpirati nekatera vprašanja in ozaveščati širšo javnost s kakšnimi dogodki, vendar hkrati seveda pozivam vse, ki se s to tematiko ukvarjate, da se tudi na mednarodnem nivoju dogajajo neke spremembe, ki upajmo, da bojo prispevale nekim spremembam. Toliko za uvod, pa predajam besedo naprej. Hvala. Hvala lepa. Dober dan, kolegice in kolegi. Jaz imam nalogo, sicer so rekli, da najboljše, da nimamo nobene prezentacije in jaz bom izkoristila zdaj samo moč svoje osebnosti. In upam seveda, da vse informacije, ki jih bom podala, upam, da čim bolj koncizno padejo v vaše ušesa na način in da jih uporabite takrat, ko vam bo to prišlo prav. Bodisi, da se boste sklicevali na evropske dokumente in seveda smernice, ki jih predpisuje ta naša velika dežela, ki vključuje seveda veliko držav. In seveda tudi takrat, ko boste to in te vsebine povezovali z nacionalnim, lokalnim oziroma konkretnim okoljem, kjer delate in živite. Zdaj mogoče samo nekaj osnov o tej evropski skupini, ki deluje pri Evropski komisiji. Evropska komisija je znotraj področja izobraževanja oblikovala več delovnih skupin. Ena od 6 seveda deluje za področje izobraževanja odraslih. Imenovani smo predstavniki posameznih držav in sicer za obdobje 2014-2015, prihodnjem letu, pravzaprav z zaključkom leta imamo nalogo, da je naš izplen en skupen dokument, ki naj bi bil priporočilo državam članicam. Zdaj bom pa povedala na področju katerih vsebin. Namreč znotraj teh delovnih skupin se vedno Evropska komisija na nek način s konsenzom držav članic odloči, kaj bo fokus dela oziroma obravnave katerih vsebin. Za področje izobraževanja odraslih tokrat bom rekla večja usmeritev ali pa poglobljen način dela na področju obravnave, zdaj bom najprej rekla angleški izraz, pa potem tisto, kar pri nas prevajamo, in sicer basic skills, torej temeljne zmožnosti je pri nas strokovni prevod in vse, kar je pravzaprav povezano z pismenostjo.
To je seveda potem tudi v tesni povezavi z raziskavo, o kateri je ravno kar govorila Ester. Znotraj seveda tega področja države članice oziroma predstavniki, ki smo tam strokovne javnosti, politik, razpravljamo o tem, kaj so tisti mehanizmi ali pa bomo rekli urejanje politik in usmeritev na nacionalni ravni, ki naj bi skrbele za seveda čim boljšo raven urejanja temeljnih zmožnosti v državi. Populacija seveda oziroma ciljne skupine, absolutno se vsi zavedamo, tukaj so ranljive. To pa izhaja seveda iz tistega dejstva, da imamo v Evropi 20 milijonov ljudi, prepoznanih po zadnjih poročilih iz leta 2013 Evropske komisije, ki jih nekako uvrščamo. Zdaj sicer mi uporabljamo low skilled, low educated, strokovnjaki se včasih malce razburjajo, da to ni točno to, ampak vsekakor tisto, kar je pod pragom verjetno tiste srednješolske izobrazbe, o kateri je prej govorila doktor Barletova. To je ena usmeritev, ta druga smer, znotraj te smeri bom rekla tudi seveda poglobljena srečanja, o tem je seveda prejle malce več povedala Ester, eden od teh je bil v Študgartu pred nedavnim, bodo pa vsa ta izhodišča, ki potekajo, bom rekla, tudi na ravni raziskave, ki teče vzporedno z delom skupine in seveda na ravni obravnave znotraj posameznih delovnih srečev, ki so bolj poglobljena, zajeta v končnem poročilju, ki seveda izide potem na ravni komisije oziroma komisija je tista, ki ga potem potrdi v prihodnjem letu v oktobru oziroma novembru. Ta druga smer obravnave je pregled urejanja politik ali pa politike izobraževanja odraslih v državah članicah, kar pomeni, da v resnici na nek način vzporedno z delom skupine, to se pravi na tej aplikativni ali pa bomo rekli praktični ravni urejanja politike in pregleda tega dela, poteka tudi raziskava. Komisija najela zunanje strokovnjake oziroma raziskovalno skupino, ki pregleduje po različnih oblikah, bomo rekli, virov in seveda z načrtovano metodologijo, kaj pravzaprav zajema vse urejanje politik izobraževanja odraslih. No, tukaj trčimo seveda na to našo medresorsko zgodbo, ki se nam seveda zdajle spet lepo odvija. Jaz sem zelo vesela, da pravzaprav imamo tudi mi z naše nacionalne ravni možnost in priložnost povedati, da seveda na tej ravni nekaj počnemo. Za ta korak jaz mislim, da smo lahko zadovoljni. Vsekakor imamo pa še zelo veliko odprtih možnosti, kako to okrepiti in bom rekla bolj koherentno, no to je tisti izraz, ki ga pravzaprav najbolj pogosto uporabljamo, to se pravi učinkovitost in usklajenost urejanja politike izobraževanja odraslih v državi, kar pomeni ne samo znotraj resorja izobraževanja, ampak seveda v povezavi z vsemi resorji. To je druga smer, no ravno včeraj smo pravzaprav, bom rekla, trčili ob temo, kaj vse zajema področje izobraževanja odraslih. Namreč raziskovalci so nam predstavili en teoretski model, ki ga zdaj skupina, zdaj če vam malo plastično povem, da boste malo imeli občutek, kako to izgleda, skupina obravnava in pretresa, kaj vse sodi v področje izobraževanja odraslih. Znotraj tega seveda mi razpravljamo, zdaj ali je, bom rekla, konkretno priznavanje in seveda svetovanje nekaj, kar je močno področje in mora biti zastopano. Potem povezovanje različnih deležnikov in seveda socialnih partnerjev. Na kakšen način povezave te partnerstva v državah članicah tečejo, ali obstajajo ali ne obstajajo, ali imamo na tej ravni zanesljive podatke ali mogoče pravzaprav še malce tavamo v temi, ali neke reči delamo, bom rekla, na nek način malce bolj po občutku, na pamet in ne sistematično oziroma usklajeno. To je zdaj tisto, kar bo seveda teče po vzporednem tiru dela. Pa še ena raziskava teče vzporedno z delom teh skupin, to je pa ravno danes obravnavajo napredek v tej študiji, gre pa pravzaprav za pregled
bodisi programov oziroma tudi usposobljenosti strokovnih delavcev na ravni digitalnega opismenjevanja odraslih. Vemo, da imamo pravzaprav na tem področju kar nekaj raziskav, ki so malce razpršene, tudi PIAK nekaj tega zajema, ampak komisija se kljub temu odločila še za eno od svojih poti. Jaz danes na tem sestanku nisem, zato ker sem tukaj in vam bom podrobnosti pač zaupala najbrž nekje v enem pisnem delu, verjetno bo to v novičkah. Zdaj mogoče še ena novost, ki je pa seveda povezana z delom komisije. Nad to smo vsi predstavniki držav malce zaskrbljeni, ali pa bom rekla, najmanj kar je to, da nas bega, kako bomo šli organizacijsko naprej. Namreč novi predsednik komisije se je odločil, da področje izobraževanja odraslih in poklicno izobraževanje prestavi iz direktorata, to se pravi DG Education and Culture, na direktorat za zaposlovanje. Ta informacija pravzaprav je pretekla v naše loge že pred kakšnim parimi meseci. Uradno o tem govorimo na ravni komisije že 2 do 3 mesece in se seveda tudi, bom rekla, sami delavci sprašuje, kako bo to organizacijsko in seveda potem najbolj, kar je pomembno, pa vsebinsko potekalo dalje. Z januarjem, včeraj so nas obvestili, da z januarjem 2015 ta skupina seveda začne z delom znotraj direktorata za zaposlovanje, kar seveda rojeva različne pomisleke, ali bomo področje izobraževanja odraslih seveda mogoče ali morebiti bolj utopili v področju zaposlovanja, kar pomeni usmeritve samo za ali pa bolj za področje trga dela oziroma za ta ekonomistični vidik, to, kar je rekla dr. Barletova. Naša zavzemanja vsekakor gredo v smer, da se seveda tem veščinam znotraj zaposlovanja priključijo tudi te splošne veščine oziroma glede na to, da je poudarek dela skupina na temeljnih zmožnostih, nekako, bom rekla, smo malo pomirjeni in upamo, da bo ta smer tudi znotraj komisije dovolj glasna in dovolj prodorna, da ne bo naše življenje zašlo in bomo uspeli živeti na daljši rok, ne samo od danes na jutri. Zdaj pa še ena reč, ki se mi zdi pa pravzaprav mogoče pomembna, da vam jo povem, je pa ta, da na ravni Evropske komisije, no to je sicer že malo področje Cmepiusa, ampak vendarle, ker gre za sistemski projekt. Včeraj sem dobila neformalno informacijo, da imamo potrjen projekt sodelovanja 6 držav na ravni, to je zdaj prvič znotraj Erasmusa, kjer delamo tako imenovane eksperimente politik za področje svetovanja in priznavanja neformalnega izobraževanja odraslih. Sodeluje 6 držav, kjer smo pravzaprav vključeni tudi s slovenskim delom oziroma slovenskim modelom. No, tukaj mogoče bom takole Tanjo Vilič Klenovšek malo izpostavila, zato ker je pisala tudi podlage za predprijavo in potem seveda tudi za prijavo. Hvala, Tanja. Tako da smo v beri 6 držav, Islandija, Belgija je bila prijavitelj, flamski del, sodeluje še Islandija, sem rekla, Nizozemska. Tanja, če mi pomagaš. Aha, Češka, ja, Latvija pa Slovenija. Ok, se opravičujem. Zdaj se mi že mešajo projekti. No, skratka, gre za en kos, kjer gre za sistemsko urejanje tega področja oziroma za primerjave modelov po različnih državah, tako da s tem smo pravzaprav, bom rekla, tako precej zadovoljni. Potem je pa še mogoče to, da tale naš PIAK povzročil v naslednjem tednu sodelovanje 10 ministrstev. In jaz mislim, da je to dosežek, Katja, še za zraven k tisti beri, ki jo imamo že v resoluciji, sodelavce 10 ministrstev in znotraj te skupine tudi Ministrstvo za gospodarstvo. Tako da toliko za enkrat. Hvala lepa.
Hvala lepa. Izvoli, Andreja. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu, v imenu CMEPIUS-a. Zdaj CMEPIUS verjetno poznate kot nacionalno agencijo bivšega programa Vseživljenjsko učenje in pa novega programa Erasmus+. Zdaj od 1. oktobra dalje smo dobili tudi projekt nacionalne podporne službe ali središča za EPALE. Gospod Sotošek je v uvodnem nagovoru že omenil, da se na evropski ravni pripravlja neka spletna platforma, ki bo združevala vire, novice, dogodke, skratka vse, kar se dogaja na področju izobraževanja odraslih v Evropi. Prav tako pa bo vsaka sodelujoča država imela še svojo slovensko spletno stran v okviru platforme, kjer bomo lahko prikazali dogajanje na področju izobraževanja odraslih v Sloveniji. Seveda za to nacionalno podporno službo je bil imenovan CMEPIUS, vendar brez sodelovanja z Andragoškim zavodom Slovenije je praktično to zadevo nemogoče izpeljati. Prav tako pa, če želimo imeti interaktivno platformo, brez vas žal tudi ne bo šlo. Seveda neka osnovna postavitev te platforme je že dosegljiva. V vaših gradivih imate en tak lušten promo letak, ki smo ga na hitro pripravili prav za današnji posvet. Tukaj ga imam, da ga boste lažje našli. Tako res prva informacija. Zagotovo smo že načrtovali v tej promocijski akciji, da se z vami še srečamo predvsem v teku leta 2015. Raziskovali smo vse možne dogodke, povezave z najrazličnejšimi organizacijami, da res v času, ko bo platforma bolje razvita, kot je danes, pridemo v stik z vami, kajti vaša vloga, vaša interaktivna vloga bo zelo pomembno prispevala k temu, da komentirate vire, da komentirate bloge, da tudi izrazite vaše želje, na katerih področjih želite, da se dokumenti in gradiva na platformi obravnavajo. Platforma bo večjezična. To je tudi en tak pomemben moment, da izobraževanje odraslih iz evropske perspektive približamo vsakemu izobraževalcu odraslih, če tudi ni najbolj vešč v pač teh množično govorečih jezikih. Tako da, če boste glasovali za določene vire, določena gradiva, bomo gradive prevedli v slovenščino, se pravi iz bolj govorečih jezikih ali obratno. Tako da vaša vloga na platformi bo seveda zelo dobrodošla in pomembna. Bomo pa tekom leta 2015 se infiltrirali vse možne dogodke, ko bomo imeli kaj več za pokazati na platformi, tudi primere dobre prakse slovenskih udeležencev, posneli bomo filmčke, pripravili promo gradiva, se pravi naša vloga CMEPIUS-a je predvsem promovirati platformo, seveda ob dobrem sodelovanju z Andragoškim centrom. Jaz mislim, da nam bo nedvomno uspelo. Na spletni strani Andragoškega centra je ogromno filmčkov, gradiv, če samo to vse preselimo na to platformo EPALE, mislim, da nam bo uspelo. Izpostavila bi pa samo še to, da platforma ne bo naslavljala samo področja splošnega izobraževanja odraslih, kot ga nekako zaokrožamo v okviru Grundtvika in področja izobraževanja odraslih Erasmus+, pač pa bo naslavljala tudi poklicno izobraževanje odraslih. Tukaj gremo preko neke definicije izobraževanja odraslih po programu Erasmus+, kar je za nas tudi zelo dobrodošlo, kajti imamo nenehne težave, kaj umestiti zdaj pod bivši Leonardo in poklicno izobraževanje in usposabljanje in kaj umestiti v vedno bolj zmanjšana sredstva za izobraževanje odraslih. Tako da moja domača naloga danes je predvsem, da veste, da EPALE je in bo in da bomo že še prišli do vas, ko bo kaj več za videti. Za prvo pokušino pa si lahko pogledate na povezavi, ki imate v vaših mapcah. Tako da hvala lepa. Hvala, Andreja. Mi smo imeli že prve razgovore o tem, kako bi umeščali vsebine slovenskega izobraževanja odraslih in smo prišli do zaključka, da bo zdaj EPALE novo delo
časopis Delo, ki naj bi ga vsak zjutraj prebral ob jutranji kavici. Tako zelo bi se ga morali navaditi. Saj morda ste Delo tudi že nehali brati, ampak Epale bo pa res vredno vaše pozornosti in še toliko bolj, če ga boste soustvarjali. Andreja, lahko poveš, kakšne konkretne stvari bi lahko recimo neka ljudska univerza, šola, neka nevladna organizacija objavila na tem portalu? Ja, zdaj trenutno delujoče rubrike na spletni strani so novice, so dogodki, strokovnjaki so bili imenovani, da bodo pisali blog, tam naj bi bili tudi viri. In zdaj ti viri so lahko ali članki, ali publikacije, ali rezultati projektov, lahko so strokovne podlage, politični dokumenti, skratka na e-Paleju naj bi bili zbrani vsi strokovni, politični in pa uporabniški dokumenti za izobraževalca odraslih. Se pravi, fokus je na izobraževalcu odraslih, da boste našli vse, kar rabite za svoje delo na enem skupnem mestu. Zdaj maja je bila opravljena anketa strani Evropske komisije o tem, ali boste to uporabljali, kaj si želite, da je gor objavljen, kakšne novice, kakšne vsebine. Zdaj, odziva iz Slovenije prav veliko ni bilo, pa vendar še je čas, da sooblikujete platformo. Zdaj, tisti Evropejci, ki so se odločili sodelovati v tej majski anketi, so izbrali naslednje teme. To so temeljne zmožnosti, podpora učečim se odraslim, učno okolje, potem kakovost tako izobraževalcev kot tudi kurikulov, se pravi programov izobraževanja odraslih in pa politike, strategije in pa financiranje izobraževanja odraslih. To so trenutne teme, na katere bomo zbirali dogodke, konference, usposabljanja, vire, članke, gradiva. Če pa boste vi zaznali, da pa kakšno področje manjka, pa bolj, ko boste glasovali, bolj, ko boste komentirali, več, ko vas bo, se bodo te pač vsebine na platformi lahko spremenile. Tako da karkoli se vam zdi, da je pomembno za slovenski izobraževalni prostor, bomo dali na slovenski del platforme, kar pa mislite, da bi moglo iti v evropsko spletno stran, boste nam seveda to pošiljali in bomo mi to potem posredovali dalje. Seveda mi imamo naprintane že knjigce, koliko glasov, kaj pošiljati naprej, koliko glasovanj, pravila igre obstajajo, tako da ko bomo to spravili v življenje, jaz upam, da bo funkcioniralo, da bo vaš glas se res slišal in videl tudi na platformi in da dobite res informacije, ki jih želite za lažje opravljanje dela na vašem področju. Se pa obeta v prihodnosti tudi iskalnik partnerjev, ne samo za program Erasmus+, pač pa tudi za druge projekte. Predvsem pa naj bi platforma bila neka skupnost izobraževalcev odraslih, kjer si boste lahko izmenjali predvsem vaše izkušnje in pa primere dobre prakse vašega delovanja v svojih državah. Super. Kakšno vprašanje morda na to temo? Se mi zdi, da ne. Ne še. Ja. Ampak res, vabljeni k soustvarjanju in uporabi e-Pale platforme. Ema, ko si govorila o dogajanjih na ravni Evropske komisije, sem se spomnila na en članek, na katerega sem naletela v sobotni prilogi, spet Dela. In tam je bilo pisanega mnogo o Junckerjevi vladi, ravno takrat so se direktorati postavljali. In med drugim je novinar zapisal nekaj o romantičnem obdobju Jacquesa Delorsja. Jacques Delors je bil v 90-ih letih to, kar je danes Juncker, in če reče en novinar romantično obdobje, potem to ima določeno težo. Na Delorja imamo tudi mi romantične lepe spomine, ki pa niso samo spomini, ampak mi jih še vedno z vsem žarom tudi udejanjamo. Njegova komisija pod njegovim vodstvom je avtorica tudi knjige Učenje skriti zaklad, tam so ti 4 stebri, učenje za znanje, za pridobivanje znanja, za usposabljanje za delo, za osebni razvoj in za ustvarjalno sobivanje v skupnostih. In mislim, da lahko rečem v imenu nas vseh tukaj prisotnih in vseh delujočih na našem področju, da bomo mi še kar sloneli na teh 4 stebrih, ne glede na to, kar se bo v Evropski komisiji, v politiki dogajalo. Upamo, da ne tudi pri nas. Imaš morda še ti kakšno sporočilo?
si me spomnila, ker si se dotaknila romantičnih časov. Jaz mislim, da sicer ekipa kot taka in vse predstavitve, ki ste jih spremljali, verjetno, da ima težno osebno pravzaprav graditi vse te 4 stebre, ki si jih omenila. Zdaj, če se malo vrnem na okolje in prostor, pa moram reči, da je bil ponedeljek v News Europe članek o naši komisarki, ki je pravzaprav predstavnik združenja, mislim, da evropskega kolesarjev, popeljal po ulicah Bruslja s kolesom. Tako da jaz sem se tam malo zamislila, meni je bilo všeč sicer, da se komisarji vozijo tudi s kolesom, tako kot na Danskem, pa bi si želela, da bi bilo to tudi pri nas. Med drugim moramo pa mogoče malo infrastrukture še kljub vsemu urediti in mene predvsem žulijo vlaki v Sloveniji, ne glede na vse ostalo. Toliko o infrastrukturi, jaz mislim, da v Sloveniji imamo še na tem področju veliko dela tega malo manj romantičnega. Vzporedno verjetno, da pa bomo morali graditi močne osebnosti, če bomo želeli prebroditi te krizne čase, pa še vso prihodnost, ki jo pravzaprav, bom rekla, zadnjič Slavko Gaber ni ravno najlepše napovedal. Namreč svetovni teoretiki pravijo, da se bomo morali močno pripraviti na to, da bodo viri omejeni in da bo prihodnost pravzaprav tista, ki bo na nek način potrebovala močne osebnosti za vso tisto težo pravzaprav, ali pa bomo rekli sporočila kozmosa, ki nas čaka. Namreč vsi spremljate vsakdanje dogodke naših poplav, ki so se zdajle malce umaknile, ampak pravijo, da je to sporočilo planeta. Zdaj, kakorkoli boste že to vzeli, ali je to romantično sporočilo ali pa kruta realnost, ampak jaz sem prepričana, da bomo morali malce več delati na izgradnji osebnosti, kar bo pa verjetno povzročilo tudi močno usmerjenost v profesionalizem. Tukaj bi sam poudarila, da področje izobraževanja odraslih ni nekaj, kar bi lahko prepustili naključju, in bom povedala nekaj, kar sem prej pozabila. Namreč v naši skupini teče kar taka konkretna in zelo poglobljena razprava o tem, kakšnega izobraževalca odraslih potrebujemo. Zdaj tisti, ki smo seveda strokovnjaki področja, močno zastopamo mnenje, da je nujno, da je ta izobraževalec zelo dobro strokovno podkovan, ne samo, bom rekla, v svoji neki primarni stroki, ampak o tem, kako se podaja znanje, kako se ravna pravzaprav v učnem procesu izobraževanja odraslih in kakšna fleksibilnost na tem področju je potrebna, da sledimo ne samo strukturi, ampak najprej strukturi, potem pa seveda vsemu tistemu, kar okrog pride. Hvala lepa. Hvala, Ema. To, kar si povedala o izzivih, težavah, katastrofah, ki se dogajajo ne samo tukaj pri nas, ampak tudi v svetu, nas prinese nazaj k tebi, Maja. Ta tema Evropskega leta za razvoj teme, pravzaprav to je zelo kompleksno področje, je morda na prvi pogled malce oddaljeno od tega, kar mi počnemo vsak dan, ampak mi smo se že pogovarjali, da bi bila to tema, krovna tema tedna vseživljenjskega učenja. In potem smo že v eni nevladni organizaciji ugotovili, kaj vse počnejo dejansko na tem področju že, in verjamem, da ko se bodo udeleženci seznanili z gradivom, ki ga imajo ravno tako v mapi, da bodo tudi našli kakšne primere, s katerimi se lahko vključijo. Morda še kaj? Ja, najprej za začetek ne povem, ko smo se na ministrstvu lotili prvih sestankov na to temo, smo ugotovili, da smo pravzaprav govorimo v jeziku, ki ga nihče ne razume, in smo se potem morali kar dobro potruditi in razmisliti, kako zadevo predstaviti, seveda ljudem, ki so na svojih področjih strokovnjaki, ampak se po našem mnenju pravzaprav dotikajo vseh teh tem. In če samo na kratko povem, ta program Evropskega leta za razvoj smo potem želeli usmeriti ravno v razne aktivnosti, ki že potekajo, obstoječe dogodke, ki že združujejo ljudi, ki se ukvarjajo s temami, ki jih v bistvu razvojne tematike naslavljajo, in
bi želeli, da se seveda v okviru tega Evropskega leta začne razprava. Mislim, par govorcev pred mano je že konkretno omenilo nekatere in izobraževanje in teme, ki so relevantne, ampak da potem zadevo tudi zapeljamo in poskušamo obdržati v javnosti in strokovni javnosti tudi naprej. Omenila sem že spreminjanje teh ciljev, ki so bili sprejeti 2000 kot cilji tisočletja. V tistem času so se poskušale naslavljati vprašanje revščine držav v razvoju. V tistem času do sedaj se je ugotovilo, da kljub določenim uspehom pri odpravljanju skrajne revščine v nekaterih delih sveta, da se zadeve seveda ne odvijajo popolnoma v neki skladnosti s pričakovanji. Tukaj imamo seveda vso to okoljsko problematiko, podnebne spremembe, ampak poudarjam tudi družbeni element tega trajnostnega razvoja, ki je precej, kot je gospa Piciga že omenila, nekako obstaja ob strani. Veliko govorimo o okoljskih izzivih, ampak povečevanje neenakosti tudi v razvitih državah, ki se imenujejo pač same sebe smatrajo za razvite države, seveda pomeni nekaj drugega in ravno z tega stališča smo spet v našem ministrstvu zelo zadovoljni oziroma želimo, seveda poskušamo najti te nacionalne razprave in jih povezati z mednarodno ravnijo, ker mislim, da seveda tudi kljub temu, da smo majhna država, imamo veliko tudi izkušenj na določenih področjih znanja in razmišljanja, kjer seveda je naša tudi priložnost, da sodelujemo v teh razpravah. Bi pa vas povabila, da ta list, ki sem ga prinesla s seboj in so po različnih koncih pri kavah, mislim, lahko tudi si vzamete seboj in na naši spletni strani se trudimo nekako objavljati malo bolj kontinuirano zdaj novice z področja mednarodnega razvojnega sodelovanja, razne dogodke. Ugotovili smo, da se zelo veliko nekih organizacij, posameznikov, pa tudi institucij ukvarja z nekaterimi projekti, ki pravzaprav sodijo v to področje in vas vabim na ogled, lahko pa tudi vedno nas kontaktirate in želimo si čim večjega odziva. Hvala. Parade učenja, o katerih ne bom veliko govorila, verjetno jih poznate. Izpeljali smo 2 in to v zelo tesnem sodelovanju z nosilci, koordinatorji, ki ste uspeli vsak po svoje združiti moči z izvajalci izobraževanja odraslih v vaših okoljih, pa naj si bodo to šole, vrtci, ker pač gre za večgeneracijski dogodek, naj si bodo to nevladne organizacije, posamezniki, skupine, društva in podobno. Parada učenja, projekt, ki je pravzaprav to upeljal, ta način proslavljanja vseživljenjskega učenja, je bila izpeljana v letih 2013 in 2014, tako dolgo je trajal tudi projekt, ki je ozadje tega dogajanja, v katerem smo med drugim proizvedli tudi 4 videopublikacije, vrtijo se v preddverjih in še kar nekaj je tega, kar smo v okviru tega projekta naredili, ampak projekt se nadaljuje s 1. novembrom, že imamo nov enoletni projekt, v katerem bomo izpeljali 3. parado učenja in nosilci so večinoma tudi že znani. Obenem bomo pa izpeljali z vsemi dosedanjimi in novimi nosilci tudi dogodke na temo spodbujanja temeljnih zmožnosti odraslih, tako da ne bomo samo proslavljali, ne bomo samo delovali združevalno, povezovalno, slovesno, ampak bomo tudi počasi prešli v okviru teh projektov, ki se bodo vlekli do leta 2020, vse bolj tudi na ključne strokovne izzive. Da pa ne govorim preveč, vsak me lahko kontaktira, če želi več informacij ali pa moje kolegice in kolege, bi pa predvajala tokrat združeni fotomozaik obeh parad. Nekateri, ki ste bili na lanskem letnem posvetu, ste bili priča tako predstavitvam strani koordinatorjev, kot tudi eni skrajšani različici tega fotomozaika, tokrat pa 5 minut užitka, med drugim pa so dejansko prikazani vsi resorji oziroma pač področja, ki jih resorji pokrivate in pokrite so vse generacije.
Hvala in globok poklon vsem, ki ste pri tem sodelovali in ki še boste. Na kosilo vas ne čaka samo taka pričakovana hrana, ampak vroče žemljice v tej obliki. To je ena publikacija nastala malo da ne čez noč, publikacija Andragoškega centra, v kateri je marsikaj tega, kar je bilo danes tukaj predstavljeno, opisano, so povezave in naj vam bo v pomoč, veselje. Tako. Dober tek.